Indija se je resnično zbrala, ko gre za boj proti terorizmu. Bravo, Indijci! Vsi vi, vse te milijarde ljudi, ker vas bomo potrebovali v boju, da naše družbe rešimo pred propadom zaradi prevzema šeriatskega prava. Vendar se zdi, da nekateri ljudje v Združenem kraljestvu menijo, da je takšna vrsta videoposnetka legitimna. In ko rečem takšna vrsta videoposnetka, mislim na lažno ISIS usmrtitev voditelja Indije. Želim si, da bi lahko rekla, da se šalim. Ne, tukaj ni nobenega pretiravanja. Dobesedno ogaben videoposnetek. In to pride potem, ko je njihov predsednik vlade Narendra Modi rekel to. Prijatelji, danes iz zemlje Biharja pravim celemu svetu, Indija bo prepoznala, izsledila in kaznovala vsakega terorista in njihove podpornike. On tukaj pravi, da bo Indija prepoznala, izsledila in kaznovala vsakega terorista, njihove usmerjevalce in podpornike. Mislim, kdo si ne bi želel sveta, v katerem bi vaše vodstvo reklo, odpravimo terorizem? Kdo si tega ne bi želel? Izkazalo se je, da si nekateri ljudje v Angliji tega ne želijo, ampak o tem bomo govorili čez trenutek. Do zadnjega kotička sveta. Indijskega duha terorizem nikoli ne bo zlomil. Terorizem ne bo ostal nekaznovan. Terorizem ne bo ostal nekaznovan in preganjali ga bomo do konca sveta. Da, Modi. Odlično. Vsi smo enotni. Vsaka razumna oseba se strinja s tabo. Končajmo terorizem. Za tiste, ki se ne spomnite, kaj terorizem pravzaprav pomeni, poglejmo na Googlu. Terorizem. Pomen. Kaj to pomeni? To pomeni, da je terorizem načrtna uporaba nasilja ali grožnje z nasiljem proti civilistom ali nebojevnikom, da bi ustvarili strah in dosegli politične, ideološke ali verske cilje. Torej je to načrtna uporaba nasilja za dosego lastnih političnih, ideoloških ali verskih ciljev. Vprašam vas, vi čudoviti gledalci, kako sprejemljivo se vam zdi versko nasilje, kakršnokoli nasilje? In ali se strinjate, da nasilje morda, samo morda, ne bi smelo biti nekaj, kar dovoljujemo? No, če se glede tega strinjate, potem nič, kar Modi govori, ni sporno. Terorizem je treba ustaviti. Vloženi bodo vsi napori, da bo pravici zadoščeno. Landa je nujno trden v tej odločenosti. Vsak, ki verjame v človečnost, je z nami. Zahvaljujem se ljudem različnih držav in njihovim voditeljem, ki so v teh časih stali ob nas. Vsak, ki verjame v človečnost, stoji ob nas. Mislili bi, da je to smiselno. Da, dobesedno vsak, ki verjame v človečnost, razen tega tipa. Nujno obvestilo, moji dragi bratje in sestre. DNFight so areterali Narendra Modija. Kot lahko vidite, smo areterali Narendra Modija, genocidnega Abijo. Pripeljite ga sem dol, pripeljite ga dol. Moji dragi bratje in sestre, zapomniti si morate svet aktivizma. Svoboda je v naših rokah. Če ne bomo stali za načrtom našega naroda, nihče ne bo. Pozivam vsakega izmed vas, da si zapomnite, da bomo nekega dne imeli Modija v lisicah takole, vendar je vse odvisno od vas. Pridružite se DNFightu, pridružite se svetu aktivizma, ustanite in naj se vaš glas sliši, ker je zdaj ali nikoli. Torej, je kdo zainteresiran? Kdo želi postati del DNFighta? Kdo je sploh ta tip? Islamistični skrajnež Shakil Afzar uprizoril usmrtitev v slogu ISIS-a, v kateri nastopa igralec z masko Modija. Ti skrajneži postajajo vse bolj nevarni. Koliko časa bodo prebivalci Britanije to še prenašali? Narendra Modi mora poklicati britanskega veleposlanika v Indiji in protestirati. Mimogrede, to je ta tip. Ima 16 tisoč sledilcev. Pravzaprav se nihče ne zmeni zanj.
Kljub temu pa je takšno vedenje tisto, ki postaja nekaj običajnega. Ja, vzemimo voditelja, ki pravi, da ne maramo terorizma in da bi se morali boriti proti terorizmu, potem pa se pretvarjamo, da ga usmrtimo. Ja, to je res genialno, to je tako pametno. Spomnite se, v Britaniji je res veliko Indijcev. To je tako neverjetno žaljivo za toliko ljudi. Ampak poleg tega, da je žaljivo, je tudi frustrirajoče in vzbuja jezo, da ti ljudje, in točno veste, kaj mislim, ko rečem ti ljudje, tam zunaj širijo tovrstno vsebino na spletu in jo popolnoma normalizirajo. Mimogrede, ironično je, da pravijo, da moramo napasti Modija, ker omogoča genocid, medtem ko je Modi trdil le, da bi se morali ukvarjati s terorizmom. Trdil je veliko stvari, ne vsega, ampak da bi se morali ukvarjati s terorizmom. Je bilo to po pomoti izjavljeno kot opozorilo? Je bil to morda Freudov spodrsljaj tega moškega, da je tisto, proti čemur se Modi bori, pravzaprav tisto, v kar sam verjame? To ne bi najbolje izpadlo, če bi bili na sodišču, kaj ne? V bistvu ste rekli, da bi morali iti proti Modiju, ker omogoča genocid in širi protiteroristično retoriko. Kaj pa je pri vaši veri povezano s teroristično retoriko, gospod Men? Kakorkoli postajam razdražena, ampak vedno me vse razjezi. Torej, kaj je novega v soseščini? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.